leto 2012 mora pomeniti tudi nov začetek na področju socialne politike. Vemo, da so dosedanji sistemi socialnega zavarovanja, kot je bilo pokojninsko zavarovanje, zdravstveno in družinsko in drugo, so delovali in so zagotavljali varnost Slovencem v času brezposelnosti, starševstva, bolezni, invalidnosti, ampak časi so se spremenili. Poznamo demografske trende, da je odnos med delovno aktivnimi in upokojenci bistveno drugačen, kot je bil pred nekaj leti. Vemo, da se je v zadnjih 3-4 letih povečalo število brezposelnih oseb za 80 tisoč, iz dobrih 60 tisoč na 110 tisoč. Vemo, da se je v zadnjih 3-4 letih povečalo število ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Več kot 250 000 Slovencev živi pod pragom revščine. Če ne bi bilo teh transferov, ki so zdaj, bi bilo stanje še bistveno hujše. Vemo pa še tisto, kar je najhujše, da smo v teh 3-4 letih tako zadolžili našo državo, da bo dolg bremenil še krepke naslednje generacije. Zato je potrebno temeljito prenoviti sistem socialne varnosti. Mi v Novi Sloveniji se bomo zavzemali za tak sistem, ki bo temeljil na socialno-tržnem gospodarstvu. To je na gospodarstvu, v katerega so usklajeni podjetniški, ekološki, socialni in pa tudi tisto, kar poudarja samo Nova Slovenija, to je etični vidiki. Mi vemo, brez uspešnega gospodarstva ne more biti dobre sociale. Zato bomo vzpodbujali z različnimi ukrepi, nekaj jih je Tone že naštel, davčna politika, različne druge stimulacije, razvoj gospodarstva. Sistem socialne varnosti pa mora temeljiti na načelih, ki so bila nekatera že do zdaj, kot je recimo medgeneracijska solidarnost, socialna pravičnost, poudarjali bomo v Novi Sloveniji tudi osebno odgovornost. Osebno odgovornost za lastno socialno stanje, spodbujali bomo vključenost, aktivizacijo, predvsem tako brezposelnih kot prejemnikov denarnih socialnih pomoči in pa, kar je tudi pomembno, spodbujali bomo pluralizacijo izvajalcev. To pomeni, da naj ne bi samo javni sektor, ampak tudi dobrodelne organizacije, zasebni sektor, samopomočniški sektor, vse te zgodbe želimo povezati v dobro delujoč sistem, ki pa ga nadgradimo še stanovanjsko politiko, davčno politiko in drugo politiko, tako da samo v tem primeru z uspešnim gospodarstvom, z dobro usklajeno celotno socialno politiko lahko zagotavljamo Slovencem primerno socialno varnost. Na področju sociale se Nova Slovenija zavzema za pregleden in pravičen sistem socialnih prejemkov. Mi podpiramo enotno vstopno točko, tako kot je kolega Tone rekel. Podpiramo tudi, da se pri uveljavljanju socialno-varstvenih prejemkov upoštevajo vsi dohodki in vsi prejemki. Podpiramo, da je treba vzpostaviti sistem, ki ne bo omogočal zlorab. Ne podpiramo pa nikakor ne sistema, ki bo iz revežev delal še večje reveže. In zato, kot je kolega rekel, podpiramo, da se preloži uveljavljanje novega zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ker sistem ni dorečen, niti ni informacijsko zadosti podprt. Ravno tako podpiramo modernizacijo sistema socialnega varstva, ki vključuje tudi reformo centrov za socialno delo. V centrih za socialno delo se morajo strokovni delavci ukvarjati s stroko, ne pa predvsem z obrazci, s pravilniki, postopki. Želimo, da so centri za socialno delo blizu ljudem, ki rabijo podporo, ki rabijo na svet. Torej, bistveno manj birokratizacije. To omogoča res enotna vstopna točka, ki jo tudi mi podpiramo, ampak jo je treba še nadgraditi. Nadalje, glede starejših. Mislim, da to malo kdo poudarja, mi podpiramo ukrepe, da starejši in tudi težki invalidi ostajajo, kolikor je možno časa doma, da kvalitetno živijo v domačem okolju. To pomeni, da podpiramo razvoj
dolgotrajne oskrbe oziroma pomoči na domu in dnevnih centrov. Zato bomo predlagali, da se takoj nadaljuje priprava zakona o dolgotrajni oskrbi in zakona o osebni asistenci za invalide. Na pokojninsko-invalidskem zavarovanju se zavedamo, da so potrebne spremembe sedanjega sistema. Ampak prvi pogoj je, Nova Slovenija bo podpirala samo tiste spremembe, za katere bo doseženo vsaj minimalno družbeno soglasje, tako kot je bilo leta 1999. Brez soglasja vseh socialnih partnerjev ne more biti uspešne reforme. Drugo, kar pri pokojninski reformi zagovarjamo, oziroma smo prepričani v naš prav, je, da se samo s povečanjem starosti ne more rešiti problem pokojninske blagajne. Ja, razumemo, da se podaljšuje zahtevana starost, ampak pri tem je treba nujno upoštevati specifičnosti, posebnosti posameznih skupin zavarovancev. Tisti, ki se pri 15, 16, 18 letih zaposlijo, delajo v težkih delovnih pogojih, ne morejo delati do 65 leta. Treba je najti rešitev, ki bo za njih, ki bo upoštevala njihovo posebnost. Drugo, kar se mi bomo prizadevali pri pokojninski reformi, je, da se razširi krog vplačnikov v blagajno. Ne more se blagajna pokrivati samo s prispevki zaposlenih. Naše načelo je, vsako delo šteje. To pomeni, da se pokojninska blagajna polni tudi s prispevki iz podjemnih pogodb, iz avtorskih pogodb, iz kapitalskih dobičkov, torej iz vsake oblike prihodka oziroma dela, ki ga upravljamo. In pa še eno naše mnenje je, na začetku smo rekli, Nova Slovenija je prepričana, da je temelj naše družbe dobra družina. Torej podpiramo vse zgodbe, ki omogočajo razvoj v družini. In zato želimo tudi v pokojninsko reformo pripeljati to komponento. Zato bomo predlagali, da so pravice iz pokojninskega zavarovanja odvisne tudi od števila otrok. Več otrok, višja pokojnina. Vsi vemo, naših pokojnin ni trenutno v blagajni. Naše pokojnine bodo vplačevali naši otroci, ko bodo začeli delati. In tiste družine, ki imajo več otrok, preprosto nimajo denarja, da bi plačevale v dodatne pokojninske sklade. Ni, ker jih dajo za otroke, za šolanje, za obleke, za vse druge stvari, ki so potrebne. Tisti, ki nima otrok, lahko si predstavljamo, da si lahko plača dodatno pokojnino. Starši z večjim številom otrok v družini nikakor ne. Zato se nam zdi prav, da na nek način posredno ali pa direktno, ne bom rekel nagradimo, ampak da vemo, mi moramo, ti ljudje so, na rekovajih, omogočili večje število novih vplačnikov v blagajno in zato recimo, ne vem, 3 oziroma 5% naj se za vsega otroka poveča pokojninska osnova, ki si jo lahko razdelita oba zakonca. O tem je pisal tudi dr. Matjaž Cvitar v eni izmed sobotnih prilog Dela. Veliko število upokojencev živi v revščini. Mi trdimo, da mora biti na osnovi iz obveznega pokojninskega zavarovanja mora biti primerno razmerje med najvišjimi in najnižjimi pokojninami. Najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo mora biti take, da niso upokojenci v revščini, ne živijo v revščini, torej morajo zagotoviti primerno življenje. Končno, kar se tiče pokojninskega zavarovanja, Nova Slovenija zagovarja tudi reformo invalidskega zavarovanja.
ker je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, mi želimo, da bi delovni invalidi delali na primernih delovnih mestih in dobivali primerna nadomestila. Trenutno žal ni tako. Ker sem že zaključil z invalidi, dovolite še 2-3 stavke o invalidskem varstvu. Slovenija je bila poznana v preteklosti kot država, ki ima dobro urejeno invalidsko varstvo. Smo med prvimi državami na svetu podpisali konvencijo o pravicah invalidov, s katero smo se zavezali, da bomo spoštovali človekove pravice invalidov. Zato bo naš cilj zmanjšati število brezposelnih invalidov, izboljšati možnosti invalidov za dostop do tehničnih pripomočkov, zdravja, rehabilitacije, na vsak način izboljšati dostopnost zgrajenega okolja, javne zgradbe morajo biti dostopne, javni prevozi morajo biti dostopni, omogočati izobraževanje invalidov v okviru vključujočega šolskega sistema. Kar se tiče bivanja v inštitucijah, spodbujati bivanje v manjših inštitucijah, v domačem okolju, na ta način zagotoviti prenovo inštitucij. In na koncu seveda zagotavljati, da bodo sredstva, ki so sedaj bila namenjena za humanitarne in invalidske organizacije, ali je to v okviru Loterije Slovenije, loterijskih sredstev, iger na srečo, morajo ostati namenjena za te namene. Invalidi živijo v težkih razmerah, tako kot drugi državljani, in zato smo dolžni tudi njim zagotoviti enake možnosti.